Predsednik Hasan Rouhani je obljubil Irancem, da bo vlada obvladovala gospodarski pritisk novih sankcij Združenih držav Amerike, potem ko so trgovci pred parlamentom množično protestirali proti strmemu padcu vrednosti nacionalne valute. Washington bo namreč v prihodnjih mesecih ponovno uvedel gospodarske sankcije za Teheran, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump odpovedal sporazum med glavnimi svetovnimi silami in Iranom, v katerem so bile sankcije ukinjene v zameno za omejitev iranskega jedrskega programa. Sankcije lahko precej zmanjšajo iranske zaslužke iz izvoza nafte, zato je pričakovati, da bodo državljani svoje prihranke množično pretvarjali iz domačih rialov v dolarje. Rouhani je še povedal, da jih sankcije ne bodo zlomile, saj Amerika z različnimi taktikami že od nekdaj želi strmoglaviti islamsko vlado v Iranu. Po njegovem mnenju so nove sankcije zgolj psihološki pritisk, za kar bo Washington plačal visoko ceno. Ameriški obrambni sekretar Jim Mattis je postal prvi predstavnik Pentagona, ki je po letu 2014 obiskal Kitajsko. Ob tem je predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Lu Kang dejal, da so bili vojaški odnosi vedno pomemben del kitajskih vezi z Združenimi državami, kljub napetosti med Pekingom in Washingtonom glede trgovine. Tridnevni izlet, katerega cilj je izboljšanje varnostnega dialoga s Pekingom, je torej prinesel nekaj otoplitve v odnosu s Kitajsko, čeprav je Mattis, nekdanji mornarški general, zelo kritičen do kitajskih vojaških premikov v Južno-Kitajskem morju. Sicer je ameriška vojska Kitajsko celo povabila, da se pridruži mednarodni pomorski vaji, ki se bo začela med obiskom Mattisa, kar pa je močno razburilo Peking. Tam namreč niso preveč zaupljivi do namer Združenih držav, do neodvisne in demokratične Tajske, saj za Kitajsko otok pomeni sveto območje. Argentinski selektor Jorge Sampaoli je povedal, da je pripravljen na zmago na odločilni tekmi skupine D proti Nigeriji, vendar pa mu lahko napoved preroškega mačka Achillesa pokvari račune ali vzame nekaj potrebne samozavesti. Achilles, preroški maček iz Sankt Peterburga, je namreč napovedal, da bo Nigerija na današnji tekmi svetovnega prvenstva v Rusiji premagala Argentino. Sampaoli je lahko še toliko bolj v skrbeh, ker je slavni maček doslej imel 100% uspeh pri napovedovanju zmagovalcev, ki so igrali v drugem največjem ruskem mestu, in tudi tokrat se pri napovedi zmagovalca ni obotavljal. Argentina mora danes nujno zmagati, če še želi upati na napredovanje v izločilne boje osmine finala. Morda pa lahko sprememba taktike, ki ne bo skoncentrirana zgolj na največje ime argentinske reprezentance, Lionela Messija, prinese tako želeno zmago, saj reprezentanca premore še veliko drugih odličnih igralcev.